Zelenjavo, ali pa sadje, jabolka, ali pa salato, čebulo, redkvico. Vse mogoče od A do Ž. Mi se prehranjujemo iz te tržnice. Danes fižol, solato, čebulo. Zdaj ste me spomnili, še imam več čebule. Čebulo, redkvico pa jagode. Glede na to, da kupujete na takšni tržnici, mediji smo poročali v zadnjem tednu o teh španskih kumaricah in teh zadevah, ste kaj bolj pazljivi pri nakupi hrane? Na splošno sem tista, da gledam po slovenskem. Raje nekaj zraven dam, da imam slovensko našo proizvodnjo. Res tudi po trgovine v Škarjah, pa to jaz se prečitam, pa tole. Res mislim, jaz sem bolj, naj bi vsaka država imela za sebe. Res, da moraš malo nekaj vem dati, ampak cenovno je res, da gre skozi, samo jaz reši dam, pa da vem, kaj jem. Ful pa rada segam tako, res mislim, po svežih zelenjavah, ne po zmrženih, pa tole. Ker Slovenija naj bi bila varna pred temi španskimi, ampak tako meni, da niso španske kumarice toliko krive, koliko so tisti, ko so prepakirali te stvari. Ne gledam to glih, ker so zdaj na koncu ugotovili tudi, da niso kumarice nevarne. Tako da me ni strah, no. Tudi sicer gledate, ali kupujete slovensko ali tuje? Pa po večini bom rekel tako, kaj se tiče zelenjave, sadja, tole domače, ne. Drugače pa, pač kaj je, ne. Vedno samo slovensko, ja, če le možno. Nimam zaupanja, ko se temu reče. Imam našo bolj nekako. Sem kmečka, tako da sem navajena tiste kmečke stvari, posebej zajedno to ta čebula pa redkvica, to ni boljšega, tisto zelenjavo, da narežeš, pa malo bučnega olja, gor pa kruha, pa ne rabiš drugo. V bistvu v današnjem času, ko je kriza, pač gledajo bolj ali manj na ceno, čeprav tukaj tudi, ker še iščejo domače, nekaj dajo na to ljudje, ker